Vrt na robu Ljubljane leži ob potoku, ki ga skriva gosto drevje. V 2 desetletjih se je lepo vrasel v okolico, tako da ponuja roko tako bližnjim živalim kot rastlinam. Lastnika sta biologa in spoštujeta naravo. Ker je vode v potoku premalo za kopanje, sta poiskala možnost, kako uresničiti svojo željo po plavanju v naravnem bazenu na domačem vrtu. Tukaj za nami prijetno šumlja Gameljščica. Smo na obrobju Ljubljane, na zanimivem vrtu, skupaj z Marino in s Tomom. Tam je bazen in vi ste rekli, da se radi kopate. Jaz se ne maram kopati, jaz plavam in pač začnem tam recimo v sredini aprila, takrat je še mraz, ampak imam obleko. Potem pa odvisno od vremenskih razmer preidem na normalno poletno plavanje. A je ta bazen bil že pred vrtom ali je bil vrt prej kot bazen? No, mi smo tukaj se preselili v ta del Ljubljane oziroma obrobja Ljubljane pred 20 leti in takrat je ta parcela, kjer je naš bazen in naša hiša izgledala precej drugače. Drevesa, ki so tukaj vzadaj, so bila precej majhna, na celotni tej površini vrta sta bile 3 smreke, vse ostalo je bila njiva. No, naši prijatelji iz Belgije so nekako tam pred 15 leti rekli, pa kaj tukaj v Sloveniji, vsi imate te staromodne bazene, plave, klorirane, mogoče ozonske. Sva rekla, kakšnega pa lahko imaš, Je rekla, ta gospa je rekla, v Belgiji imamo vsi ekobazene. Kaj pa je to? In potem so nam počasi razložili, kaj to je ekološki bazen in odločitev je padla. Kako vi doživljate ta bazen? Kot čistilc bazena, glavno. Kot je že žena povedala, ona se zelo rada kopa, jaz mečkano manj. Zame mora biti voda približno to, kot je zdaj. Zdaj ima 25 stopinj in to je že tista prijetna temperatura, ne za kopanje, tudi za plavanje. Se pa trudim pač ta ekobazen, s katerim je kar nekaj dela vzdrževati v stanju, torej da se v njem predvsem ne razbohoti preveč alg, ker to je edini problem pravzaprav v takem bazenu, ker pač v njem ni nobene kemije, nobenega klora, nobenega ozona. Je popolnoma naraven in seveda v naravnih vodah alge se tudi namnožijo in to je treba čistiti. Kako dosežete, da je ta bazen tak, kot je, čist in prijazen, ne da bi ga tretirali s kemijo? Z rednim čiščenjem. Predvsem ga je potrebno sesati. Zdaj lahko si pomagamo z roboti, ki ta globlji del sesajo, se pravi po dnu in po stenah. Naokrog v tem rastlinskem regeneracijskem delu je pa potrebno iti s sesalcem z roko, da ne greš preblizu in česa ne potegneš ven. Naravni plavalni ribnik ali bazen sestavlja poleg dela namenjenega plavanju še plitev del, v katerem so posajene različne vrste rastlin, ki uspevajo v vodi. Ta del je posut s prodcem. V njem je nameščen tudi požiralnik, v katerega se steka voda z vrhnjih plasti in potuje v filtre. Od tam se prečiščena vrača v bazen. Pomembno je razmerje med velikostjo plitvega, tako imenovanega regeneracijskega dela bazena, in onega, ki je namenjen plavanju. Približno 1:3 v primerjavi s plavalnim delom, če je le mogoče. Kadar tega zaradi premalo prostora ne moremo doseči, takrat pa potem pač dodamo kak filter več. Filtre pa skrijemo, tam le pod teraso so skriti. Mnogi se bojijo, da bo bazen postal leglo komarjev, a to za takšne naravne bazene ne velja. Komarji v teh sistemih nimajo šans, mi rečemo, zato ker poskrbimo za to, da voda nenehno kroži. Čeprav ni videti, voda pod gladino se nenehno pretaka in količina, ki je v bazenu, bi se naj 3 do 4 krat na dan celotno obrnila, prefiltrirala. Čeprav to ni strokovno področje profesorja Turka, rad opazuje ptice, ki jih okoli njihovega doma ni malo. Pogosto jih tudi ujame v objektiv svojega fotoaparata. Ja, zelo rad, seveda kot biolog je to pravzaprav še en dodaten hobi, ki sem ga bolj ali manj odkril v zadnjih letih. Moram reči, čeprav
ptiče krmilnice imamo, ne, v zimskem času, spomladanskem času na nje prihaja zelo veliko vrst, vse skupaj imamo tukaj popisanih okrog 60 vrst ptičev. Me najbolj vedno razveseli, kadar vidim vodomca, ki kot puščica, ne, turkizna puščica leti nad potokom. Vrt je tako rekoč utopljen v gosto rastje skoraj z vseh strani. Precejšen del sta prispevala tudi lastnika. Na robu te džungle pa se vendar najdeta tudi dvignjeni gredi za zelenjavo in celo nekaj loncev s paradižniki. Opazil sem eno tablo z napisom, da je to živalim prijazen vrt. Kaj to pomeni sploh? To je ena ameriška organizacija, ki podeljuje te certifikate. Na osnovi se pač moraš prijaviti, poslati fotografije, povedati recimo, katere živali imaš na vrtu oziroma si jih že opazil, in na osnovi tega ti pač podelijo certifikat, oziroma tukaj je gozd praktično 50 metrov stran, da na drugo stran Gameljščice je polje, travnik, ki se potem nadaljuje v te lokve, ki jih ustvarja Sava, ne. Se pravi, da tukaj je že okolje samo po sebi dokaj naravno in ne preseneča, da potem te živali najdejo pot tudi na vrt in občasno pridejo sem, ne. In če jih ne preganjaš, ne, seveda tudi ostanejo, se tukaj dobro počutijo.